To je bilo res kar neverjetno spremljati. Jaz sem prišel v Ameriko februarja, sprav tik po prisegi Donalda Trumpa, in potem je bilo tako kot Alica v čudežni deželi, pač pot dol po zajčji luknji v vse bolj nadrealističen svet. Ringelspiel. Zavrtite se z Jasmino Cehnar v Večerovem podkastu. Dobrodošli v novi sezoni Ringelspiela. Sem Jasmina Cehnar, novinarka Večera, in danes gostim Urbana Brena, večkrat nagrajenega raziskovalca in profesorja fizikalne kemije z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Urban se s pomočjo računalniških metod ukvarja z iskanjem novih zdravil na področju predvsem zdravljenja raka in COVID-19. Svetovna federacija znanstvenikov ga je uvrstila med najperspektivnejše mlade raziskovalce oziroma znanstvenike. Med drugim ima tudi skupno objavo z Nobelovim nagrajencem, profesorjem Arihom Worschelom, in je strokovni izvedenec OZN za področje računalniškega načrtovanja zdravilnih učinkovin. Urban, lepo pozdravljen. Jasmina, hvala za povabilo. Kar namatrala sem se, da sem naštela vse te tvoje dosežke. Hvala za lepo predstavitev. Pa še več jih je, ne? Še postal si v bistvu tako redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti. Čestitke, ne? To najlepša pa je tudi hvala. Je velika čast, ja. Super. Preden pa začnemo, pa vas še poslušalci in poslušalke, gledalci in gledalce vabim, da sledite podcastu Ringelspiel prek YouTube in kanalov za podcaste. Sledite podcastu in ga všečkate, delite, komentirate. Vesela bom vaših odzivov. Urban, ti si vodja laboratorija za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko. Zdaj, da vemo, s kom se pogovarjamo in o čem se pogovarjamo, te prosim za začetek, da nam razložiš, kaj delate v tvojem laboratoriju in v bistvu s čim se raziskovalno ukvarjaš. Raziskujem kemijsko karcinogenezo, zaradi tega, ker rak postaja vse bolj prevalentna bolezen. Recimo v Sloveniji je že prehitel srčno-žilne bolezni kot vzrok smrti. To je po svoje posledice vse bolj starega prebivalstva, ker pri raku igrajo vlogo naključne mutacije in pri vsaki delitvi celice je neka verjetnost, da se pri tem zgodi neka poškodba, neka mutacija. In več, ko je teh delitev, kakor smo starejši organizem, večja je verjetnost, da bo ena od teh škodljiva. Mi rečemo, da inhibira tumorsupresorske gene ali pa aktivira onkogene. Takrat celica postane neoplastična, se začne deliti nekontrolirano in to lahko vodi v nastanek bolezni. Je pa res ta efekt starosti zgolj eden od dejavnikov. Tukaj se ne moramo izogniti okoljskim vplivom. Živimo v vse bolj onesnaženem svetu, kjer skozi hrano, zrak, vodo v svoje telo vnašamo številne škodljive kemikalije, mi jim rečemo kemijski karcinogeni, in mi proučujemo, kako ti kemijski karcinogeni poškodujejo naš genetski material in s tem vodijo do teh neželenih posledic, kako bi se to eventualno dal preprečati. In pa kakšno vlogo tukaj potencialno igra tudi mikrovalovno sevanje, ker smo mu vse bolj izpostavljeni pri vseh brezžičnih omrežjih, vsi mobilni telefoni, danes radarji, sateliti, GPS naprave, vse to dan današnji brez mikrovalovnih frekvenc in mikrovalovne tehnologije ne bi funkcioniralo. Zaradi tega lahko rečemo, da še nikdar v zgodovini nismo bili toliko izpostavljeni mikrovalovnemu smogu. Zdaj, raziskave, kako pa to mikrovalovno sevanje dolgoročno vpliva na človekovo zdravje, so pa še zelo v povojih in podobno kot pri cigaretih
bo znalo trajati še desetletja, da bomo dobili končne, konkluzivne rezultate glede njihove varnosti ali nevarnosti. Pojavljajo se pa prva opozorila tudi Svetovne zdravstvene organizacije, da stvari niso povsem nenevarne. Torej, ta v bistvu strah, paranoja pred vsem tem sevanjem, nenazadnje tudi z mikrovalovne pečice, v bistvu na nek način upravičen. Jaz bi tako rekel, ne umrimo zaradi nevednosti, ne pa tudi od strahu. Stvari seveda je treba z določeno mero zdravorazumske skepse sprejemati. Konec koncev že poznamo staro razsvetljensko izjavo, pač mislim torej sem oziroma dvomim torej sem. Vsekakor je dobro si čim bolj zmanjšati izpostavljenost mikrovalovom, recimo obstajajo pač možnosti, da si kupimo zaščitno opremo, ki pač zmanjša mikrovalovno sevanje. Pomembno je, kje nosimo naše mobilne aparate, recimo, da jih punce, fantje nimamo glih v žepih blizu reproduktivnih organov. Če so pa odzadaj v torbi, je že bistveno boljše, da mogoče mobitela nimamo glih na nočni polici, ampak nas počaka v dnevni sobi. To so taki previdnostni ukrepi, ki že veliko zaležejo. Sigurno pa tudi bolj konkluzivni rezultati bodo pa ustvarjali pritisk na proizvajalce opreme, da bodo sevalne moči ustrezno znižali. V bistvu se ti tudi osredotočiš na iskanje naravnih spojin iz rastlin, ne, ki bi lahko preprečile nastanek raka. Kako blizu smo temu, da bi res preprečili razvoj raka že v njegovi najzgodnejši fazi? Ja, problematika raka je, ker ne gre za eno samo bolezen, ampak za veliko in razpršeno pojavnost po različnih organih, ki se zelo različno manifestira in tudi zahteva zelo različno zdravljenje. Eni so bolj odzivni na kemoterapijo, drugi na radioterapijo, tretji na imunoterapijo, četrti žal neodzivni na praktično karkoli še vedno dan današnji. Medtem ko najbolj zgodna faza nastanka raka, to je pač kemijske poškodbe ali pa fizikalne poškodbe našega dednega materiala. Tukaj so pa vsi raki še enotni, imajo enotne mehanizme. In če uspemo zavarovati naš dedni material, s tem se zavarujemo tudi pred nastankom bolezni. In če se pošalim in vrnem na Kekca, že takrat je Pehta rekla, za vsako bolezen raste rožica na svetu. In še dan današnji tudi polovica sintetskih zdravil ima svoj izvor iz narave. Tako da narava obsega en ogromen nabor učinkovin, ki imajo posledično možne zdravstvene efekte in ki lahko prinesejo blagodat človeškemu pa tudi živalskemu organizmu. In tukaj smo res zelo aktivni, preizkušamo različne ekstrakte, ampak ne samo ekstrakte, poskušamo znotraj teh ekstraktov, se pravi izvlečkov iz rastlin za poslušalce in gledalce, najdati tiste spojine, ki so najbolj odgovorne za posamezen zdravstveni učinek. Seveda, včasih vsota sestavin lahko da večji učinek kot vsaka posamezna, takrat govorimo o sinergističnih učinkih, včasih se pa ti učinki tudi medsebojno izključujejo, ampak to je potem naslednja faza raziskav v šahovnici, ko enkrat poznaš učinek vsake od sestavin, potem pa moraš začeti gledati še njihove medsebojne kombinacije.
In tukaj nas ne zanima samo protirakavo delovanje, tukaj delamo veliko tudi na antioksidativnem delovanju, pač oksidativni stres je tudi v vsakdanjem življenju vse bolj prisoten in ga želimo v modernem človeku kontrolirati. Drug velik izziv človeštva je pa antimikrobna rezistenca, zaradi tega, ker se je predvsem v preteklosti v živalskih farmah množično uporabljali antibiotike širokega spektra, se je razvila toleranca na številne te antibiotike in smo vedno bolj revni, vedno več bakterijskih sevov je rezistentnih na vse več obstoječih antibiotikov. Zaradi tega mi tukaj gledamo predvsem na naravne izvlečke iz hrasta in pa iz kostanja, gre za tako imenovane tanine, ki imajo dokazane protimikrobne učinke. Skušamo pogledati, kaj so kemijski mehanizmi za temi učinki, za željo, da tanini nadomestijo antibiotike širokega spektra v pač fitofarmaciji za predvsem profilaktične tretmaje domačih živali, predvsem v tej množični vzreji na farmah. Zdaj že vrsto let se tvoja raziskovalna skupina ukvarja tudi z izboljšanjem zdravil proti gripi in pa zdaj tudi COVID-19, zelo aktualno, pred nekaj leti, pa tudi zdaj nazadnje imamo spet. Ja, tako, in bojim se, da bomo imeli vsako sezono. No? Res. Poleg tega pa tudi razvoja hitrejših in učinkovitejših testov za ugotavljanje virusa, odkrivanje virusa. Kako daleč ste trenutno s temi projekti in se katere od vaših rešitev že približala uporabi v praksi? Ja, dejansko COVID-19 spada med hitro mutirajoče viruse. Podobno kot je recimo tudi virus HIV. In zaradi tega z mutacijami, ki jih dost hitro zadobi, pobegne imunski kontroli, ki jo imamo bodisi prebolevniki, bodisi cepljeni. Tako da jaz se rad pošalim, čeprav je resnica, sem bil 4-krat cepljen in 2-krat prebolel. Veliko boljši način kontrole pri hitro mutirajočih virusih so protivirusna zdravila. To se je pokazalo pri virusu HIV, kjer še danes nimamo cepiva, obstajajo pa zelo učinkovite protivirusne terapije. Žal je razvoj protivirusnih zdravil bistveno počasnejši, kot je lahko razvoj protivirusnih zdravil, ampak COVID-19, sicer ta evolucija njegovih mutacij gre naravno v smer, da se vedno hitreje širi, ampak da je vedno manj smrten. Zaradi tega, ker virusu ni cilj uničiti, ubiti svojega gostitelja, ampak čim hitreje se širiti po populaciji in maksima njegovih mutacij je prav to, hitrejša širitev, manjša patološkost. Tako da COVID-19 ne bo po predvidevanjih nikdar več tako smrtonosna bolezen, kot je bil ob izbruhu, bo pa vsekakor vztrajal in ostajal vsaj nadležen, vse dokler ne bomo razvili učinkovitih protivirusnih zdravil zanj. Tukaj imamo že kar nekaj dobrih kandidatov. Zdaj, poslušalstvo, mi gledalci, mi vedno začnemo z računalniškimi pristopi. Se pravi, poznamo proteinsko tarčo virusa, to je nek encim, brez katerega ta virus
ne more živeti ali pa se ne more razmnoževati. In kaj želimo? Želimo mu podtakniti neko spojino, ki se ji po domače reče zdravilna učinkovina, ki bo zavrla delovanje tega škodljivega encima. Kako to naredimo? Mi zgradimo virtualno, se pravi navidezno knjižnico spojin, gre za ogromno knjižnico spojin, milijardo spojin, in to knjižnico potem mi, se reče, sidramo v aktivno mesto encima. Aktivno mesto encima je tam, kjer poteka bistvena reakcija encima, in če ga zablokiramo s pravo spojino, bo ta nehala potekati in bo encim inaktiviran. Zdaj, kako sem to razlagal svojim staršem, kaj je molekulsko sidranje? To je nekaj takega kot en hiperdimenzionalni tetris, kjer se mora proteinska tarča in pa zdravilna učinkovina ujeti tako v obliki kot v vrstah interakcij. In tista učinkovina, ki se najbolje ujame, je naš tako imenovani hit, ki ga potem nadalje razvijamo in najprej seveda eksperimentalno potestiramo. Smo že kar nekaj teh eksperimentalnih validacij naredili, dobili učinkovite inhibicije, ampak zdaj je pa treba potem še nadaljevati, pogledati, kam vse drugam se ta naša spojina lahko veže, ker iz tega izvirajo neželene navzkrižne interakcije in pa neželeni stranski učinki zdravil. Na koncu pa sledijo seveda študije najprej na celičnih linijah, potem na živalih, na koncu klinične študije. Tako da to so procesi, ki trajajo leta in terjajo milijone, rajši pa milijarde sredstev. Mi, da so se na zadnje pol poglobljeno pogovarjala o tvojem delu pred 5 leti, v času pač te najhujše epidemije, si od takrat že mogoče ti tudi zagrizel v kakšno drugo raziskovalno področje, se ukvarjaš še s čem novim, kar še ne vem? Absolutno. Recimo na področju zdravja razvijamo tudi nove opioide, zaradi tega, ker vsaj v Združenih državah Amerike je velika težava opioidna kriza, ker ljudje, ki jemljajo pač opioide proti bolečini, potem postanejo od njih odvisni in namesto, da bi zdravili bolečino, se začnejo po domače povedano z njimi zadevati. In ta opioidna kriza je že več kot 100,000 žrtev v Ameriki povzročila, zaradi tega, ker vodi v zastoj predvsem dihanja, če se predoziraš, in takrat so to pač vrata v smrt. Mi pa razvijamo tak opioid, katerega delovanje je odvisno od pH-ja, se pravi od kislosti okolja. Tipično tam, kjer imamo mi neke vnetne procese, kjer je prišlo do nekih udarcev, bolečin, karkoli takega, tam bo tkivo bolj kislo. In naša spojina dejansko učinkovito inhibira bolečino zgolj v kislem okolju, v nevtralnem okolju, kakor je naš centralni živčni sistem, pa ni ustrezno protonirana, ni v ustrezni obliki in se tam ne veže na svoje receptorje. Zaradi tega, po domače povedano, bo kontrolirala bolečino na mestu same bolečine, ne bo pa napadla samega centralnega živčnega sistema in tam povzročala odvisnost. Se pravi, bi imeli dejansko benefite protibolečinske opioidov, ki jih ti nudijo, po drugi strani se pa izognemo njihovim najhujšim stranskim učinkom, kamor sigurno spada zasvojenost.
Zanimivo. Zdaj, pred 2 letoma se je zaključil ta projekt na Univerzi v Mariboru River, v okviru katerega ste dobili opreme za skupno 29 milijonov evrov, seveda različne fakultete. To je bila seveda vrhunska oprema. Verjetno tudi tvoj laboratorij bil deležen dela te opreme. Ja. Zdaj me zanima v bistvu, koliko je pripomogla ta oprema k tvojemu raziskovanju, koliko ga je pospešila, izboljšala? Ogromno. Zaradi tega, ker ko sem jaz prišel v Maribor, to je bilo pred 12 leti, tako. Ja, čas hitro mineva. Sem imel praktično samo teoretično, se pravi računalniško skupino. Danes s to novo pridobljeno opremo iz različnih virov, seveda River eden največjih in najpomembnejših, smo že približno pol. In to je izjemno pomembno, zaradi tega, ker lahko naše računalniške napovedi hitro eksperimentalno potrdimo, validiramo, pa ne samo to, vidimo tudi, tukaj so se pa naše računalniške napovedi uštele in potem naredimo pozitivno povratno zanko, da optimiziramo parametre naših simulacij, da bolje ustrezajo eksperimentalnim rezultatom in preko take povratne zanke tudi izboljšujemo svoje simulacijske protokole. Bi rekel, da je tvoj laboratorij nekako ob boku vodilnim laboratorijem po svetu? Absolutno. Zdaj, pri samih objavah je to nekoliko težje pokazati. Tudi v svetu znanosti žal obstajajo predsodki in rad rečem svojim mlajšim kolegom, da mi vedno delamo študije, ki so boljše od revij, v katerih jih uspemo na koncu objaviti oziroma plasirati. Zakaj? Zaradi tega, ker uredniki, recenzenti, vsi delujejo na princip, poznam tega človeka, če ga ne poznam, sem poznal vsaj njegovega mentorja, v redu, poznam inštitucijo, z katere prihaja, to je pa Oxford, to je pa Stanford, to je pa najbrž res prva liga raziskav. Če pa že inštitucije ne poznamo, je pa dobro, da poznamo vsaj državo. Pri nas se pa včasih že pri tem koraku zatakne. To pa je slaba izhodiščna pozicija. Ampak vsekakor raziskave, ki jih delamo, so cutting edge, se pravi na sami prvi frontni liniji znanosti in jaz in tudi gledalci, poslušalci so lahko nanje upravičeno ponosni, prav tako pa vsi moji kolegi iz laboratorija. No, sicer pa tako ta sistem objav in v znanstvenih revijah je tako se nekako izrodil, ne, v bistvu. Zaživi ja. Tako kot pač večina stvari neko svoje življenje in velikrat tudi začne zasledovati neko profitno logiko, ki ji tukaj pač ne bi bilo mesta. Zaradi tega se pač tudi repozitoriji in javno objavljanje znanstvenih rezultatov vse bolj prebijajo v ospredje, ampak še zmeraj za posameznika, in to se lahko pohvalim, da mi je že uspela objava pač v Nature Chemical Biology, to je ena najbolj prestižnih družin revij, ki jih obstaja, ali pa Proceedings of National Academy of Science v ZDA, in to iz štartnih pozicij, ki niso enakopravne najboljšim univerzam na svetu, zaradi tega so ti dosežki še toliko bolj vredni pohvale.
Farmacevtski velikan Sandoz, ki ga mi bolj tu poznamo kot Lek, je v bistvu v Lendavi gradi visoko tehnološki center za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil. Gre za eno največjih investicij v Sloveniji, vredno okoli 400 milijonov evrov, ki bo dala tudi prek 300, oziroma naj bi dala preko 300 delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Zdaj, kako gledaš na to investicijo kot znanstvenik, ki se ukvarja z razvojem zdravil? V bistvu, sicer ti si tudi pomagal, da je ta investicija prišla, da še te lahko tukaj pohvalimo, ampak vseeno, kaj pomeni ena taka bomba investicijska? Tako, to je najlepše, se pravi, ne gre za prevzem nekega podjetja, ampak za tako imenovano greenfield investicijo, se pravi na prostoru, kjer takega podjetja ni bilo, zraste. To je izjemen potencial, sploh v vzhodni kohezijski regiji nam je to vrstnih investicij krvavo primanjkovalo in posledično naši najboljši mladi možgani bežijo ali v Ljubljano ali v Graz, se na ta način prostor tudi intelektualno prazni in ni rešitev razvoja Slovenije v tem, da bomo zgradili 4-pasovnico z Maribora do Ljubljane in se bodo vsi tja vozili v službo. Rešitev je v decentralizaciji države in v zagotovitvi prav takih delovnih mest, ki zahtevajo veliko pamet, ki dajo visoko dodano vrednost tudi v vzhodni kohezijski regiji. In to je bila ena najbolj zanimivih izkušenj mojega življenja. Sem se peljal v Lendavo in tam so me čakali takratni generalni direktor Leka, direktor Lendavske izpostave in pa dve, tukaj pa lahko rečem, ženski predstavnici vodstva Sandoja iz Basla, Chief Transition Officer, ki je skrbela za ločitev Sandoza od Novartisa in posledično za postavitev svoje linije proizvodne podobnih bioloških zdravil in pa Chief Scientific Officer, druga ženska, se pravi glavna za znanstveni razvoj. Tam sem predstavil raziskave Mariborske univerze, tudi svojega laboratorija, na koncu pokazal ta Nature članek in Chief Scientific Officer, se pravi glavni direktor oziroma direktorica za znanost, je rekla, wow, da pač prevedem, izjemno lepo predstavljate, z veseljem bi sedela na enem od vaših predavanj. Tako da, ko človek dobi tako potrditev iz Basla, ki je središče evropske in celo svetovne farmacevtske industrije, je to sigurno ena izjemna potrditev. Hkrati pa verjamem, da sem pridodal tudi eno puzlo k temu, da se je dejansko investicija zgodila v Sloveniji, ker so bile tudi alternativne lokacije na Poljskem, v Nemčiji v igri, ampak sedaj jo imamo tukaj v klunu Slovenije, v Lendavi, in to se že rezultira tudi v višjem vpisu, tako na študijske programe kemije, kot novo odprti študijski program farmacije tukaj na Mariborski univerzi. Se pravi, da smo uspeli zadržati nekaj najboljših mladih umov v naši regiji, da nam ne pobegnejo vsi v Ljubljano ali v Graz. Zdaj, vi ste kritični, oziroma si kritičen do tega, da
v bistvu država pelje en ta operativni program pri črpanju kohezijskih sredstev. Zdaj v preteklosti, ko si bil prorektor na Univerzi v Mariboru, ste si zelo prizadevali, pa tudi kasneje, ne, da bi bila 2 ta operativna programa, vendar, s katerimi bi pač vzhodni del države lažje in učinkoviteje črpal ta sredstva, vendar se to spet ni zgodilo. Ne. Povej mi, kako je to možno, ne? Ko se ve, da je pač taka diskrepanca med vzhodom in zahodom, pa vendarle ne naredimo tega koraka naprej, ki bi bil nujen. Dejansko je res pač ne samo, da škarje ostajajo pač enako razpete, celo razkorak se veča, vzhod zaostaja in caplja za zahodom vedno bolj. To se pozna že tudi v povprečni življenjski dobi, ki je na vzhodu Slovenije signifikantno krajša. Odpor proti 2 operativnima programoma pa lahko razložim s tem, da pač po fizikalno-kemijsko vsi atomi želijo biti v osnovnem stanju, ne se nekaj vzbujati in večjo količino dela vložiti, kot je nujno potrebno, in za uradništvo v tej državi bi bila pač 2 operativna programa, 2-krat več dela in 2-krat več stresa in odgovornosti, in zaradi tega bežimo od tega kot hudič pred križem. Bi pa vseeno rekel, da je tukaj prišlo do izboljšav glede na stanje v preteklosti, da za vsak kohezijski razpis imamo sredstva jasno razdeljena na vzhod in na zahod. Je pa res, da vsaj na področju znanosti, vidim pa tudi, da na področju podjetništva tukaj prihaja do prilagoditev, ko univerze in pa inštituti iz zahodnega dela države postavljajo, se bom grdo izrazil, nabiralnike, oni bi rekli izpostave v vzhodni kohezijski regiji. Zakaj? Z namenom, da na ta večji kolač sredstev, ki je rezerviran za vzhodno kohezijsko regijo, potem tudi sami tangirajo. Zdaj, če bi potem razvoj res ostal v vzhodni kohezijski regiji, jaz proti temu tudi ne bi imel nič, dokler so pa to bolj nabiralniki in obvodi za financiranje zahodnih inštitucij znanja ali pa zahodnih podjetij, toliko časa pa to ne bo prineslo tistega želenega napredka v kohezijski regiji vzhodna Slovenija in bomo mi še zmeraj capljali od zadaj za zahodno in se bo razdalja samo povečevala. A je morda problem tudi, da nismo dovolj politično enotni, politično glasni, se ne znamo postaviti dovolj zase? Mislim, včasih smo imeli neke poslance, ki se tam so se borili v parlamentu, za tako, vzhodno Slovenijo. Zdaj pa je bolj tako, ne? Se strinjam. Jaz bi tukaj izpostavil vse bolj bipolarno državo, se pravi vsaj v smislu politike, levo-desno. Zdaj, to ni samo problem Slovenije, pač podobno se dogaja v ZDA kot svetilniku demokracije in praktično pri vseh evropskih sosedih, ampak ko se ne zmorta več levica in desnica med seboj konstruktivno pogovarjati in dogovarjati za dobro prebivalstva, takrat v resnici politika in demokracija tudi izgubi nek svoj pravi namen, svojo pravo svrho. Tako da, jaz se spominjam še časov, ko je obstajal klub mariborskih poslancev, ko so ti komunicirali med sabo in delali za dobro Podravja. Kaj takega bi bilo nujno upeljati tudi v moderni
pač današnji parlament ali pa prihodnega, ki ga bomo spomladi izvolili, pa ne glede na to, katera stran v tem bipolu bo prevladala, pač prevladati bi moralo na koncu skupno javno dobro. In upam, da bo tako, da bomo zmogli to pamet, da se bo to zgodilo. Želim si pa seveda tudi čim boljših poslancev. Če se spomnimo, ne vem, Franceta Bučarja ali pa Jurijev, se pravi dejansko intelektualcev, znanstvenikov, umetnikov, ki so včasih sedeli v poslanskih klopeh, se je zdaj tudi do določene mere neupravičeno skozi mogoče prehudo javno kritiko poklic politika zelo razvrednotil in posledično v politiko težko pridobimo prvoligaše, ki smo jih še ob osamosvojitvi Slovenije v politiko uspešno pridobili. Mogoče še o teh temah malo kasneje. V bistvu, če se vrnemo na ta evropska sredstva za Univerza v Mariboru, pa je uspela pridobiti oziroma si zagotoviti preko 100 milijonov evrov za to svojo platformo Innovom, v okviru katere bo zgradila in obnovila nekatere fakultete, med njimi tudi tehniške fakultete in vašo fakulteto za kemijo in biosistemske vede. Zdaj veste, kako daleč je ta projekt, kdaj se bo tam začelo graditi, kdaj boste lahko dobili vso to opremo, nove prostore. Vsi to napeto čakamo. Zagotovila so, da sredstva so rezervirana. Tukaj se že delajo jasni načrti. Mi smo že pač pogledali laboratorije v novogradnjah, kakšne bi potrebovali, postavili noter obstoječo in prihajajočo laboratorijsko opremo velikih vrednosti seveda. In seveda zaenkrat na papirju išče se zdaj, je ravno v poteku arhitekturna rešitev, ki bi bila najbolj ugodna in nekje v letu 2029 pade zastavica, ker takrat se konča trenutno obdobje financiranja, ta kohezijska perspektiva, kot se reče, in takrat bodo novi prostori morali stati. Treba bo pospešiti, ne? Treba bo pospešiti, tako. Zdaj Univerza v Mariboru letos praznuje tudi 50. obletnico. Bil si tudi na slovesnosti, ne, ki je bila zelo lepa, lahko poveva oba. Zdaj, če pogledaš tako na svojo institucijo, kako jo vidiš, ne vem, kaj je dobro, kaj je odlično, kar je presežek, kaj pa je morda tisto, kar te moti in bi bilo treba nujno popraviti? Univerza v Mariboru je nastala iz pobude lokalnega okolja, predvsem gospodarstva. Zaradi tega smo nedvomno bolj vpeti v lokalno okolje in bolj sodelujemo z industrijo kot druge slovenske univerze, velikrat celo bolj od odgovarjajočih inštitutov, ki so bili primarno ustanovljeni za to, da bi podpirali razvoj slovenske industrije. Tako da to je sigurno en aspekt, ki ga je za pohvaliti in ki bi ga bilo potrebno ustrezno razvijati tudi v prihodnje. Smo sorazmerno majhna univerza. Zaradi tega v takem majhnem prostoru vedno obstajajo otočki odličnosti. Tukaj imamo zadnja leta praktično vsako leto Zoisove nagrajence, se pravi, se dela tukaj vrhunska znanost, ki jo je pa treba dodatno podpreti.
Zdaj je v celotni slovenski znanosti prišel na površje tako imenovani koncept stabilnega financiranja. Se pravi, neko financiranje se da kar sami inštituciji, in potem je na inštituciji, da to financiranje pametno razdeli. In pomembno je, da pri tej pametni razdelitvi, da so ti otoki odličnosti še dodatno podprti, ker če se, po domače povedano, stvar razmaže na kruh, kakor marmelada, na koncu nima dovolj učinka za podfinancirane, najboljši pa ostanejo še zmeraj izven dometa tistih sredstev, ki bi jih krvavo potrebovali, zato da bi v vse bolj neizprosni tekmi znanstvene odličnosti s preostankom sveta lahko obdržali svojo vodilno pozicijo. Zdaj, jaz sem tukaj do tega stabilnega financiranja rahlo zadržan. Jaz sem se vedno postavil s svojimi dosežki, z dosežki svojih sodelavcev in na kompetitivnih razpisih pridobil odgovarjajoča finančna sredstva v boju, kjer so o rezultatu odločali tuji recenzenti z vsemi ostalimi. Zdaj, tako kot pri športnih tekmovanjih, tudi pri znanstvenih tekmovanjih rezultat ni zmeraj ugoden. Jaz sem veliko več projektov ne dobil financiranih, kot jih dobil financirane, ampak vseeno verjamem, da je Slovenija premajhen ribnik in da se voda prehitro zakali in da lahko osebni interesi postanejo pomembnejši od znanstvene kvalitete, če je delitev sredstev prepuščena preozkim krogom. Tukaj so bili ti mednarodni paneli, ki so pri tem sodelovali, se pravi mednarodnih raziskovalcev, ki so ocenjevali, tukaj gostovali, po mojem videnju dodana vrednost, ki nas je reševala pred to slovensko domačijskostjo. Danes pa se mi zdi, da s stabilnim financiranjem delamo korak stran od znanstvene odličnosti, ampak k neki bolj enakomerni porazdelitvi. Je pa res, da sredstva pridejo na univerzo in na koncu, kakršno politiko si bo univerza zastavila, taka bo. Imamo avtonomijo, ki je zagotovljena strani celo naše ustave, in je na nas, da jo pametno izkoristimo na način, da se ne bo pozabilo na žepe odličnosti, ki so na tej univerzi prisotni in ki celotno univerzo potem peljajo naprej tako na mednarodnih lestvicah kot sicer. Zdaj, ko sem se v tem obdobju obletnice pogovarjala z različnimi sogovorniki, so nekateri omenjali to preveliko zadržanost univerze v Mariboru, kadar se morajo izrekati o nekih družbeno aktualnih problemih, na nje reagirati in tako naprej. Zdaj imamo genocid v Gazi, imeli smo proteste v Srbiji, to je bila univerza tako zelo zadržana, res se je odzvala samo, če je bila izzvana ali pa se sploh ni, ali pa pač je bila zelo mlačna. No, v bistvu, kaj je problem, zakaj je univerza Maribor, pa ne mislim samo vodstvo, ampak tudi zaposlene, tudi študente, nazadnje, tako mlačna, v čem je problem? Mislim, da ni problem samo mariborske univerze, smo bili podobnim apelom priča tudi na ljubljanski univerzi, da tudi na primorski univerzi. Morda jaz se rad pohecam, evropske univerze so nastale iz srednjeveških samostanov in časovne skale, na katerih se odvijajo stvari,
v samostanih ali pa njihovih naslednicah, univerzah, so nekoliko drugačne, kot so časovne skale družbenih procesov ali pa medijske pozornosti, kar nas pa konec koncev ne odvezuje naše odgovornosti do javnosti, ki nas konec koncev tukaj financira. Jaz sem izjemno ponosen na svojo slovensko predsednico, sem tudi delil njen govor v OZN s prijatelji v Ameriki, pač to pa je predsedniški govor in predsedniški nastop, pa ne samo ona, tudi zunanja ministrica, tudi premier. Se mi zdi, da tukaj držijo skupaj eno izjemno napredno in moralno držo. Zdaj, kar se tiče univerz, sigurno na institucionalni ravni lahko pričakujemo prekinitev, se pravi, formalnih sodelovanj z bodisi Rusijo na eni strani kot enim agresorjem, na drugi strani Izraelom kot nekim agresorjem. Se mi pa zdi vendarle, da je znanost podobno kot kultura ena svetla točka, ki ljudi združuje. Se pravi, znanost združuje tudi izraelske znanstvenike in slovenske znanstvenike na najbolj prebojnih področjih lahko. In tako kot smo v Sloveniji različnih mnenj, so seveda tudi v Izraelu daleč od tega, da celotna izraelska populacija podpira Netanjahujevo vlado, kaj šele to, kar se dogaja v Gazi. Zaradi tega verjamem, da je pomembno, da neinstitucionalno sodelovanje, se pravi osebno sodelovanje znanstvenikov pa ostane tudi z znanstveniki iz Izraela, ker na ta način lahko izmenjujemo ideje, zraven pa tudi medčloveške poglede, in marsikak znanstvenik iz Izraela bo povedal, da se pač globoko ne strinja s genocidno politiko, ki jo njegova trenutna vlada zasleduje. Zaradi tega mislim, da moramo tukaj loviti en balans, se pravi, ja, da rečemo ne institucionalnemu sodelovanju, ne prekinemo pa osebnih stikov, ker odkot izvirajo največje težave. Jaz sem gledal čudovit film o božičnem premirju med Prvo svetovno vojno, ko so francoski in nemški vojaki skupaj praznovali božič, odigrali nogometno tekmo. Pač tam so bile dejansko otroške pesmice, kako nasprotnemu narodu rastejo kopita pa hudičevi rogovi, in če se medsebojno ne poznamo, če med seboj prekinemo vsako komunikacijo, vsako znanstveno, vsako umetniško izmenjavo, potem se vrnemo nazaj na področje, ko se nehamo pogovarjati in ko drug v drugem vidimo samo sovražnika, ne pa nekoga, s katerim dejansko lahko stkemo partnerstvo in mu pomagamo izboljšati razmere v njegovi lastni državi, kjer verjetno tudi ne bo na oblasti vedno ista klika, ampak jo bodo enkrat, upam, uspeli Bibija Netanjahuja tudi odvoliti. Zdaj v prvem mandatu rektorja Zdravka Kačiča ste bili prorektor za prenos, znanosti. Zdaj v drugem mandatu pa nisi več v tej ekipi. Zakaj ne? Ja, moram reči, da sem zelo hvaležen za priložnost, da sem v ekipi
sodeloval v prvem mandatu, da me je Zdravko k tem povabil. Takrat sem imel tudi izjemne sodelavce, Janjo Hojnik, Zorana Rena, ne nazadnje, tudi Mihajlo Koletnik, ker samo dober tim lahko dobro vodi tako veliko barko, kakor je Mariborska univerza. In osebno se meni izkazuje, jaz se nikdar nisem bal v laboratoriji zaposliti nekoga, ki bi bil potencialno boljši od mene. Jaz tudi verjamem, da bom svojo nalogo kot univerzitetni profesor in vodja laboratorija izpolnil takrat, ko bom ob upokojitvi lahko tukaj zapustil sodelavca na vodstvenem položaju, ali pa pridobil sodelavca, ki bo še boljši, kot sem jaz. V Ameriki rečejo, first class people attract first class people. Se pravi, najboljši privlačijo najboljše, drugorazredni pa ne privlačijo drugorazrednih, ampak tretjerazredne. Rektor ni imel v svoji viziji, da bi v drugem mandatu imel še področje za prenos znanja, in zaradi tega se je tudi moja funkcija na univerzi končala. Sem zdaj prodekan na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Bodo pa prihodnje leto nove rektorske volitve in upam, da bo novi rektor, kdorkoli že bo, začutil potrebo po ponovni vpeljavi resorja za prenos znanja, se pravi, gre za sodelovanje tako z gospodarstvom kot z drugo negospodarsko javno sfero, tretje poslanstvo univerze, ki si po mojem mnenju zasluži svoj resor tudi v prorektorski ekipi. Ko si omenil rektorske volitve, zdaj pač novi rektor bo dejstvo, ker se zdaj drugi mandat in statut ne dovoli tretjega mandata. Tako. Točno, in se že kaj čuti predvolilnega brbotanja, ker verjamem, da bo tokratne volitve pa bodo zanimive, ker prejšnje so bile totalno brezvezne, ne? Ker je bil samo en kandidat, vsaj za nas zunanje. Ne? Kaj imate raje malo več boja, ali kako, in malo več dogajanja, ker se nekaj izbira mora biti, verjetno imate tudi vi rajšo izbiro ali kako. Ampak v glavnem je že čutiti, kaj političnih premikov. Morda tako, da se počasi začenjajo kakšni pogovori na to temo, ampak nekega prav zelo aktivnega brbotanja pa zaenkrat še nisem zaznal. Verjamem pa, da je vaša ocena oziroma tvoja ocena pravilna in da mu znamo biti priča pa v naslednjih mesecih. Dobro, malo preskočiva temo, greva zdaj na nekaj, kar me pa res še posebej zanima, in sicer si se konec avgusta si se vrnil iz ZDA, ker si v bistvu bil na elitni John Hopkins univerzi v Baltimorju, in sicer kot štipendist prestižne Fulbrightove štipendije, si tam raziskovalno gostoval. V bistvu, kakšna je bila ta izkušnja? Ja, izkušnja je bila super, šlo je za polletno, se pravi 6-mesečno gostovanje na res eni najbolj elitnih ameriških univerz. Ukvarjal sem se mal z novo tematiko, se pravi z pametnimi ali pa selektivnimi dostavnimi sistemi za zdravila. Ker do zdaj sem ves čas razlagal o samih zdravilih pa njihovih učinkih, ampak zdravila je treba tudi ustrezno formulirati in jih, se pravi, spraviti v ustrezno obliko, da dosežejo tarčne celice, tarčna tkiva. In tukaj sem na eni strani delal na superselektivnosti multivalentnih interakcij, se pravi
pokazal, da v resnici podobno kot virusi, več šibkejših interakcij omogoči večjo selektivnost kot ena sama močna interakcija, kar je mogoče na začetku neintuitivno, ampak tukaj kombinatorika igra svojo vlogo, ki se potem zrcali v količini, ki jo mi imenujemo entropija. Po drugi strani sem se pa ukvarjal tudi s tako imenovanimi lipidnimi nanodelci, v katerih so moderna cepiva formulirana, tudi ta vsa protikovidna cepiva in kako bi še dodatno izboljšali kakovost in kemijsko varnost teh dostavnih sistemov. Je pa zmeraj zanimivo tako gostovanje tudi iz socialnega vidika, se pravi, kaj je družbeno ali pa znotraj organizacij drugače kot pri nas v Sloveniji, kako bi mi lahko stvari drugače in bolje peljali, kot jih peljemo, če preizprašamo malo družbene vzorce, ki jih imamo za samoumevne. Kaj bi prinesel od tistega sistema iz Amerike? Torej, jaz si predstavljam, da tam raziskovanje gospodarstvo to poteka zelo gladko, zelo dobro, učinkovito. Mogoče kaj za prenes, pa kaj ni na hitrco. V redu. Sigurno, se pravi, kompetitivnost raziskovanja, tam se vsi prijavljajo na zelo kompetitivne razpise in potem ti odločajo, kdo bo financiran, kdo ne bo. Se pravi, res je velika spodbuda znanstveni odličnosti. Ne nazadnje pa bi bilo fino, pri nas se izborni postopki za mesto profesorja zgodijo na izvolitvah, se pravi pri tako imenovanih habilitacijskih postopkih. Ampak takrat imamo vendarle profesorja že bolj ali manj umeščenega, gre samo za to, kako se malo spremeni njegova plača. V redu, redna profesura nudi potem tudi pač neko doživljenjsko zaščito, da lahko ustvarjaš, ne da bi bil obremenjen pač z vprašanjem lastne eksistence. In v Ameriki je pa stvar drugačna. Tam se pa glavna selekcija zgodi ob izboru kandidata za profesorsko mesto. Se pravi, tam se res prijavi 50, včasih celo 100 odličnih kandidatov in mora potem fakulteta izbrati tukaj najboljšega. Kemija je v resnici mariborska tak postopek izvedla, na tak način sem bil jaz zaposlen, sem z Dunaja prišel v Maribor in tudi kolega Matjaž Finžgar. To je bilo takrat vizija in pogumen korak akademika Željka Kneza, ampak ne vidim, da bi to postajala neka bolj redna praksa na univerzi. Nekako se pri nas izbor zgodi takrat, ko si nastavljen na mesto asistenta, potem pa počakaš, da se profesor upokoji in potem prevzameš profesorsko mesto, kar pa nujno ne vodi v izbor najboljših ljudi, potem pa samo tukaj habilitacija še sledi, kako visoko na tej lestvici se boš povzpel. Kako pa si osebno doživel spremembo politične in socialne klime v ZDA, še posebej tudi kot znanstvenik, ne nazadnje, kajti tam vemo, da je administracija Donalda Trumpa zelo izjemno nenaklonjena univerzam in znanstvenikom. Dogaja se od rezov financiranja do cenzure knjig, odpuščanja profesorjev in tako naprej. Ja, to je bilo res kar neverjetno spremljati. Jaz sem prišel v Ameriko februarja, sprav
tik po prisegi Donalda Trumpa in potem je bilo tako kot Alica v čudežni deželi, pač pot dol po zajčji luknji v vse bolj nadrealističen svet. Kolegi so dobivali dejansko prekinitve financiranja odobrenih projektov. Se pravi, pri nas, tudi če bi se vlada zamenjala in bi dala agenciji navodilo, da od nadaljnega razpisa naprej pa ne bomo več financirali klimatskih sprememb, feminističnih študij ali česarkoli, kar bi jim šlo potencialno v nos, pa že to se mi zdi v nasprotju s osnovnim poslanstvom znanosti, ki mora biti odprta in mora ostati široka. Tukaj so pa zadeve še mnogo hujše. Ti si imel podpisano pogodbo za 5 let, da se bo tvoj projekt financiral in zaradi tega, ker si delal na podnebnih spremembah ali feminističnih študijah ali tudi javnem zdravju, ker bi tam moralo biti vse privatno, si dejansko to financiranje izgubil. Popolnoma nepredstavljivo tudi stališča naše pravne in pogodbene varnosti. Tako da kolegi tam, ki so izgubljali financiranje, so resno razmišljali ali pa pač tam ni bilo variante, da bi nasprotoval genocidu v Gazi, ne da bi bil sočasno obtožen, da si antisemit. Tudi to se je zgodilo parim mojim sodelavcem na Johns Hopkins University, ker to pa res upor proti holokaustu moderne dobe te resnično ne more na noben način zaznamovati kot antisemita. In dejansko številni kolegi se začeli poigravati z idejo o tem, da bi pa morda preselili svoje znanstveno delovanje v Evropo. Ker ves čas je bil beg možganov obraten, najboljši evropski raziskovalci so pogosto na koncu končali v Združenih državah Amerike, tokrat pa najboljši ameriški raziskovalci resno razmišljajo o kandidaturi na najbolj prestižnih evropskih razpisih, kakor so tako imenovani razpisi Evropskega raziskovalnega sveta, ERC, in tukaj je bila Evropska komisija dovolj pametna, da je takim znanstvenikom, ki bi v Evropo prišli od zunaj in se posledično pač preselili svojo dejavnost, omogočila zaprositi za še dodaten $1 milijon raziskovalnih sredstev. Zdaj ni samo v ZDA takšno stanje, tudi pri nas se mogoče to počasi preliva. Ne? V zadnjih letih se zdi, da zaupanje v znanost ni več tako samoumevno. Del družbe dvomi v cepiva, podnebne spremembe, v konec koncev temeljne znanstvene metode ali pa celo to, da je Zemlja okrogla. Mogoče ti si rekel, da je to v preteklosti, da je to nekako posledica tega nevarne kombinacije brezmejnega spleta in omejenega uma. Zdaj smo pa tej enačbi dodali še umetno inteligenco. Ne? Kako pa zdaj? V redu, ja. Se strinjam tudi, ker umetna inteligenca ustvari ni samoumevno. Gledal sem en čudovit dokumentarc Družabna omrežja, kjer ti dejansko pri istem geslu, ki ga ti odtipkaš na svojem brskalniku, se pravi recimo podnebne spremembe, ja, ti bo v New Yorku ponudilo največja grožnja človeškemu obstoju, nekje v ruralni, recimo zahodni Virginiji, ti bo pa ponudila največja prevara v zgodovini
človeštva. In bojim se, da bo umetna inteligenca sledila pač enaki poti, želi, da jo bomo uporabljali, zaradi tega bodo tudi odgovori taki, kot si jih bo uporabnik želel. Že zdaj lahko ChatGPT-ju napišemo, no, tukaj se pa ne strinjam, povej drugače, in se bo potrudil prilagajati temu, dokler ti ne boš zadovoljen s končnim mnenjem, ki ti ga servira. Tako da sigurno tukaj kritični mediji igrate svojo vlogo, čeprav ste žal ob poplavi teh družbenih omrežij vse bolj prezrti, in včasih sem tudi rad rekel, ja, vsak ima pravico do svojega mnenja, nimajo pa vsa mnenja enake teže. Danes pa seveda lahko TikTok profil ali pa YouTube profil ustvari kdorkoli in tam čez prodaja svoja razmišljanja ali pri vas pa vseeno uredniška politika in sami novinarji skrbite ali pa se trudite skrbeti za kredibilnost gostov, ki jih vabite in ki jih naslavljate z določenimi družbeno-kritičnimi ali pa perečimi problemi. Kaj pa umetna inteligenca v tem smislu, ali se nam bo še sploh dalo misliti, in pomembneje, ali bodo prihodnje generacije sploh še sposobne misliti? Jaz resnično verjamem in upam, da bodo, ker umetna inteligenca vse ni inteligentna, uspešno zna ekstrahirati ogromne tekste, nam dobiti podatke, ki jih iščemo, tako da nedvomno je tukaj zaveznik, ne nasprotnik, in jo tudi sam s pridom uporabljam, ampak seveda s kritično distanco, kje pa so tukaj znanstveni viri od zadaj, mi jih je servirala, mi jih sploh zmore servirati, in to je nekaj, mislim, da ni prava pot, če želimo socialna omrežja ali pa umetno inteligenco izriniti ven iz učnih programov. Prava pot je nasprotna, vključiti, ampak pomagati učencem razviti kritičnost do tega, kar jim te nove platforme servirajo. Zdaj, že nekaj časa se govori, da je kakovost študentov vse slabša v smislu njihovega znanja in pa tudi samostojnega dela. Je to res? Opažaš to tudi ti kot profesor? Ja, vsekakor se bojim, da kakovost ne narašča, in sigurno ima svoj vzrok v inflaciji ocen. Jaz se spomnim, ko smo bili v osnovni šoli, na koncu leta, ne vem, odlični 3 od 30, zdaj jih je pa 15 od 30, pač to ni prava pot, potem, da človeku ne daš realnega feedbacka o njegovem znanju, vodi do napačne samopodobe. In to se zdaj širi sprav ta inflacija ocen iz osnovnih na srednje šole, matura pa nekako ostaja glavni smoter tega izobraževanja, da bomo imeli dijake, ki bodo maturo naredili. V redu, če imamo zlate ali pa diamantne maturante, seveda še boljš. Je pa vendarle treba povedati, da biseri pa zmeraj ostajajo v populaciji, in jaz sem tukaj uvedel na fakulteti program mentoriranja srednješolskih, se pravi dijaških raziskovalnih nalog. Včasih te sežejo preko nivoja diplome po kvaliteti, se pravi, kaj je en mlad, ustvarjalen, zagnan
sposoben narediti, je skoraj da brez meja, se lahko pohecamo, pač kaj pa dojenček ve, kaj je 1 tona, a ne, da prime pa dvigne, no, tako. Tukaj tudi včasih ta nek začetni zalet, če je pravilno usmerjen pri tako mladem, spiše neverjetne zgodbe, bi si pa želel tukaj pri drugi gimnaziji kot taki najbolj elitni instituciji srednješolskega znanja v Mariboru, manj spodbujanja potem, da se prava prihodnost lahko najde zgolj v tujini, zaradi tega, ker številni izzivi, tudi to, da se zdaj Slovenija z tudi Novartisom, Krko, Sandozom, Portonom spreminja v neko Pharma Valley, če govorimo o Silicon Valley v Ameriki. Ne, ni treba v resnici zapustiti naše države po srednješolskem izobraževanju zato, da ima človek lepo kariero, da dela zanimive in na sami frontni črti raziskave ali kakršnekoli druge izzive. In jaz bi si želel, da bi vse, tudi osnovne in srednje šole, to miselnost zapopadle, ker če mi po srednji šoli izgubimo najboljše ume, ponavadi ti dobijo tekom študija partnerje, se nekako ustalijo v tujini in redko kdaj s tem najboljšim znanjem potem tudi pridejo nazaj v Slovenijo. Zakaj si pa ti se odločil, da ostaneš v Mariboru in tu pognal korenine? Kaj te prepričalo, recimo, da kljub tem okolju, ki ima svoje izzive, torej si tu res, se tu ustališ, ne? Ker rojen si v Kranju, študiral si v Ljubljani, potem si šel v Chicago, potem na Dunaj in potem si prišel v Maribor. Ne, svojim znanjem pa bi lahko gradil kariero kjerkoli v tujini, no, če so pri tem. Drži. Se pravi, ko si enkrat v tujini, tak znanstveni nomad, kot sem jaz bil, to se tudi na nek način pričakuje, pobiraš znanja z različnih koncev, stkeš pomembna sodelovanja, ki doživljenjsko potem trajajo in te bogatijo. Ampak vseeno spoznaš, da kvaliteta v življenja v Sloveniji, čeprav smo taki jamravci, se radi pritožujemo, kaj vse je narobe, je vseeno zelo visoka in tudi kvaliteta življenja v Mariboru je izredno visoka. Če tukaj samo omenim SNG kot en presežek kulture na tem področju. Zadnjič sem se udeležil galerijskega sprehoda po mestu, še eno tako čudovito doživetje. Ljudje na Štajerskem ste malo bolj odprti, lažje človek pristopi in začne pogovor kot v osrednji Sloveniji, da ne govorim o lepih hribih, Pohorju, meni še ljubšemu Kozjaku. Zdaj pa seveda se tukaj plete tudi pač prijateljske zgodbe, ki potem človeka še dodatno integrirajo v novo okolje. Tako da, ja, življenje v Mariboru je lahko zelo lepo. Če bomo malo manj drugega spotikali, bo pa še lepše. Torej, Urban, hvala, da si svoje delo in razmišljanje predstavil tudi našim gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalcem. Hvala za priložnost, pa upam, da se vidiva čez 5 let. To je bil Ringelspiel, sem Jasmina Cehnar. Spremljate me lahko na kanalih za podcaste in na www.večer.com. Hvala, da ste bili z mano, se vidimo, slišimo in beremo. Do naslednjič pa ostanite radovedni.